dan velik korak do svobode v Sloveniji. Tako je! Vendar pa svobode še ni. Zato sklicujem skupščino odbora 2014. Vsi, ki ste danes tukaj, ste skupščina odbora 2014. Zdaj pa dovolite, da predstavim predloge sklepov današnje skupščine. Predlagam, da najprej preberem vse predloge sklepov. Potem, če je res kaj nujnega, odpiram razpravo in potem glasujemo o vseh sklepih skupaj. Se strinjamo s tem predlogom? Ožji odbor, odbora 2014, odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predlaga na drugi skupščini odbora 2014, 12. decembra 2014, naslednje sklepe. Prvič, pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in jo razumemo kot žarek upanja za vzpostavitev države vladavine prava. Pričakujemo, da bo Ustavno sodišče čim prej dokončno odločilo o zadevi v skladu z Ustavo Republike Slovenije in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. Drugi sklep. Glede na očitne in dokazane zlorabe pravosodja zahtevamo odstop Branka Masleše. In tudi odstop Zvonka Fišerja. Tretji predlog sklepa. Skupščina odbora 2014 zahteva sprejem zakonov in drugih aktov, ki bodo zagotovili prvič javnost sodniškega in tožilskega dela. To pomeni iz vseh javno objavljenih sodb, na primer na spletnih straneh sodišč, mora biti razvidno, kateri sodnice in sodniki so sodili. V primeru kazenskih zadev pa tudi, kateri tožilke in tožilci